je šel Golob k Jankoviću in se mu je malo potožil, malo pojokal, mu je rekel, pismo te ovadbe, pa to zdaj govorim čisto res, pismo te ovadbe, kaj ne naredim. In Janković mu je lepo rekel, kaj se sekiraš, jaz imam milijon ovadb, Janša ima milijon ovadb, pa še vedno smo tukaj. Ne se sekira, ti samo govori, jaz sem proti Janši in to je dobro. Dobrodošli v tedenskem safariju, podcastu, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi gnuji, opice, mravljinčari in surikate. Mister Savane Robi se z najnižjo podporo do zdaj sonči na Maldivih, medtem pa je doma pravi požar. Z vami pa sva Mirko Majer in Peter Merše. No, glede na to, kako zelo je Savana v plamenih, smo v goste tokrat povabili novinarja in urednika, ki ima priimek prav temu primeren. Z nama je Bojan Požar. Bojan, pozdravljen. Hvala za vabilo. Živijo. Bojan, podpora aktualni vladi je padla na najnižjo točko. Delo Golobove vlade podpira samo še četrtina, skoraj 60% izrecno nasprotuje. Gre celo za nižjo podporo, kot jo je ob koncu mandata imela prejšnja vlada Janeza Janše. Zdaj lahko rečemo, da je 25% malo, glede na to, kar gledamo 2 leti, bi kdo rekel, da je tudi precej veliko. Ja, skratka, lahko bi rekli, da se je v mreži ulova tega tedna znašel kar premier Golob, ki je vse bolj nekako odlovljen. Kako si recimo ti videl to situacijo z njegovim zadnjim mestom na anketah? Zdaj tehnično gledano doslej najnižjo podporo. Tako je. Lahko da bo še nižja, recimo temu, ker mislim, da ta trend bo verjetno nemogoče obrniti. Ja, ni, zdaj ena stvar je pač v tem, da lahko rečemo, da se to dogaja vsakemu novemu obrazu. Pri čemer je tukaj pri Golobu je pač mogoče ta fenomen malo bolj izražen, glede na to, da je pač izjemno zmago na volitvah pred 2 leti in drugič, da se je povsem tem, kar se je dogajalo z Golobom, kako je bil predstavljen, balansiran v slovensko javnost, ne samo kot vrhunski menedžer, celo kot genij, kot slovenski Steve Jobs, je ta zlom, ki se je zgodil v teh 2 letih, če smo pošteni, tudi za nas malo nepričakovan. Ja, še posebej recimo... Vedeli smo, da se bo nekaj zgodilo najverjetneje, nismo si pa mislili, da se bo to zgodilo v 2 letih. Ja, zanimivo je ta recimo, Janez Janša je imel 38 poslancev s vsemi 4 strankami, ki so bile na koncu v koaliciji, oziroma 3, ki so na koncu bile. Svoboda jih ima še vedno sama 40 plus še oba koalicijska partnerja. Torej, čez 50 je še vedno vlada udobna večina, ni nekih protestov, ki bi jih videli proti vladi, pa vendarle ničesar ne uspejo narediti. Zdaj, Peter, to, da ni protestov, je verjetno jasno, da ni protestov, ker so ti protestniki pomagali ustoličiti to vlado, zdaj logično ne bodo protestirali proti njim, konec koncev so tudi finančno bili precej plačani. Ampak te številke je pa to so na nek način številke, ki bodo po mojem tudi do konca ostale. Jaz ne vidim zdaj kakšnega posebnega razloga za to, da bi na koncu zadnjo leto dni recimo šla kakšna od strank ven iz koalicije, recimo SD ali pa Levica, in da bi potem Golob teoretično, kar bi sicer bilo možno vlada tudi sam. Tako da mislim, da bo te številke tudi ostale do konca. Take so ostale in te bodo ostale. Tudi če bo kakšen poslancev šel ven, bo prišel nek noter njihov, tako da tu ni, ko pač je, Zdi se mi pa, da nekako gledamo 2 realnosti. Na eni strani ta najnižja podpora do zdaj, na drugi Janković, ki polaga ob dnevu mrtvih vence, tam ob spomeniku NOB, in pravi, da vlada kot Borut Sajovic vlada dela dobro, govori o najvišji povprečnini, 771 evrov na občana, govori tudi o dogovoru s sindikati, čeprav je to praktično 2 milijarde dodatnega denarja v naslednjih 3 letih, in ta zadnja je pa sploh zanimiva, da je s poplavno obnovo vse super, čeprav krajani Strug po dobrem letu praktično javno izzivajo Goloba, naj pride še enkrat, in govorijo tudi o nategu s temi odškodninami. Ja, zdaj Jankovića je treba pač imati. Janković je eden največjih kapitalistov Slovenije, hkrati je še politik in gre na 1. maj in govori pač na prvomajskem prazniku delavcev, brez kompromisa tam govori, kako bo kapitalizem izpuhtel. On pač pride na neko proslavo in govori kar neki tjav dan. To sicer ni edin politik, ki to počne, ampak to počne. Zdaj, fascinantno je to, da res, ko je hotel hvaliti vlado, da ni mogel najti drugega kot to, da je v bistvu hvalil, ker ta plačna reforma povišanje plače, tudi Jankoviću so povišali, mislim, da za 40%, da je to govoril samo kot lahko predstavil kot nek dosežek vlade. Omrežnino, jaz mislim, da tukaj
velika večina ljudi itak ne ve točno, zakaj se gre. Ne? Ampak meni je še bolj zanimiv bil tisti del, ko je govoril o spopadu, o vojni med Ukrajino in Rusijo, ne? Ker pa začne Janković moderovati o zunanji politiki in mednarodnih odnosih, to je pa višek. Ne? Tako da to so take, ampak res pa je, da po drugi strani pa Janković tisti politik, ki v bistvu zdaj na nek način v veliki meri Goloba še vedno zdržuje. Ne? On je v bistvu edini politik na tej visoki ravni v Sloveniji, ne? Močan politik, ki v bistvu Goloba še zdržuje. Zakaj po tvojem? Zato, ker mu ta vlada paše, ker mu pač gre v kontekst njegovih biznisov, dobiva vsa dovoljenja, prodaja nepremičnine, kupuje in tako dalje. In to je, bom rekel, čista računica. Ne? In strinjam se s tem, kar mi je recimo pred dnevi rekel pač eden od drugih politikov, ne? V Sloveniji, ki pravi, da Janković ima tudi to nalogo, da on je tisti, ki bo na koncu povedal Golobu, zdaj moraš pa oditi. Ne? Pa misliš, da bo povedal? Mislim, da bo ja, jaz mislim, da volitve, da predčasnih volitev ni dobenih možnosti, tudi zato, ker se je tranzicijska levica nekaj naučila takrat iz odstopa Marjana Šarca, ne bodo dopustili niti najmanjšo možnost, da bi kakšen od Svobode mogoče prestopil k Janši ali k NSI ali karkoli, oziroma naredil neko parakoalicijo, če bi Golob odstopil. Skratka, edina možnost je to, edina realna varianta je to, ali Golob ostane do konca, se boji in fajta in ostane do konca, ali pa da to prevzame nek prehoden predsednik vlade, recimo Boštjančič, naprimer, ki se ponuja, minister za finance, in da je Janković pač tisti, ki reče Golobu, Robi moraš iti. Zdaj, meni se zdi kar zanimivo, da mi vedno rečemo... Sem še to bi samo povedal, okoli Jankovića pa Goloba zanimivo. Pred časom, ko je prišla ven tale ovadba policijska v zvezi s to zadevo Bobnar, se je šel Golob k Jankoviću in se mu je malo potožil, malo pojokal, mu je rekel, pismo te ovadbe, pa to zdaj govorim čisto res, pismo te ovadbe, kaj ne naredim. Janković mu je lepo rekel, kaj se sekiraš? Jaz imam milijon vat, Janša ima milijon vat, pa še vedno smo tukaj. Ne se sekira, ti samo govori, jaz sem proti Janši in to je dovolj. Vse to ponovil je tisto, kaj je rekel, takrat za Zagrebško televizijo. No, se zdaj si lepo napeljal na moje vprašanje, v bistvu, ali pa opažanje. Zdi se mi, da imamo zanimivo situacijo vedno, ko ne tem novim obrazom, ki so s 30-40% vstopili na parket, pade podpora na 15 in manj, ne rečemo, zdaj so se mu omrežja odrekla, čeprav v resnici razlogov, da je podpora taka, kot je nebroj. Ne? Zdravstvo je tik pred razpadom, šolstvo tik pred razpadom, vlada je v vojni z gospodarstvom zaradi davkov, iz zdravnikov je naredila razredne sovražnike in tako. Ne? Ja, ne, zdaj tukaj je treba malo ločiti. Ni to tako enostavno reči, da so se mu omrežja odrekla. Če bi se omrežja mu odrekla, bi verjetno bilo tudi odletel. Čeprav ni mehanizma, da ga ti nekako pripelješ ven iz Gregorčičeve, če sam ne odstopi. Ker reče o tem, da on velikemu delu teh omrežij v bistvu ustreza, ker lahko biznisirajo. In zakaj ne bi še sej biznisirali do konca, vprašanje, kaj se bo potem zgodilo. Imaš pa nekaj teh starejših, partico, če rečem pod narekovajmo, da je tudi Kučan med njimi, ki pa vendarle malo skrbi, ta razpad teh struktur, ker to se zdaj dogaja. Edini smisel teh novih obrazov je bilo, ki jih je tranzicijska levica pripeljala, je bila to, da držijo status quo. Oni so bili vedno zato poslani v politiko, da držijo status quo. In ta status quo se je s tem Golobom začel rušiti. In ker se ruši status quo, se ruši družbene strukture in to je zdaj problem. In tranzicijska levica se boji, da bo zaradi teh razpada teh struktur zgubila naslednje volitve in če jih bo zgubila za 8 let. Po domače povedan se jim je strgal z verige. Mislim, da niso pričakovali, da ne bo znal kot menedžer, da ne bo znal seje vlade voditi. Tega verjetno res niso pričakovali. Pa to se je zdaj zgodilo. On bi ni sposoben menedžerirati 20 ministrov. Nekako po vzoru Šarca, 15-minutne seje. In... seje smešne. Nisem vedel, da bomo prišli v situacijo, ko bomo rekli, pa se Šarec ni bil tako smrt. Ali pa še marsikdo pred njim. Včeraj je bil pa recimo za Goloba. Zdaj, to počas poznavajo tudi že nekateri drugi politiki, recimo generalni sekretar Novi Svobode, Matej Arčon se je, recimo, je nekako izrazil, da se je spodrsne, ne temo pogledati, mogoče najprej izjavne. Je moje stališče, da je politika dejansko vse politiki spodrsnilo, da se treba državljankam in državljanom opravičiti, da smo bili na nek način politično naivni. Na to, da je naša podpora stabilna in nekoliko raste, kljub temu, da smo šli skozi zelo, zelo težko obdobje, smo lahko zadovoljni, ne moremo pa seveda biti zadovoljni za generalno oceno koalicije in vlade, v kateri sodelujemo. Verjetno je to neko stanje, ki bi vsaj mene, če bi bil predsednik vlade, nekoliko zaskrbelo.
Ja, zdaj, Arčon tukaj priznava, kako češ, ne me spodrsnilo, ki govori o JEK2, je pa hkrati zanimivo, Arčon je pravzaprav postal v tej vladi nek velezbiralec funkcij, potem, ko je najprej že bil generalni sekretar Svobode, pa ga je nadomestila Vesna Vuković, je potem minister za Slovencev v zamejstvu, potem podpredsednik vlade, zdaj nekako odgovoren za vso komunikacijo vlade in zdaj znova spet še generalni sekretar stranke. Kako ti gledaš na to situacijo? Jaz sem danes napisal, da je to ni funkcionalno, ampak so me potem upozorili, da sem pozabil 4. funkcijo, to je podpredsednik vlade. Ker jaz sem pač vzel funkcijo to, da je govorec, in ta njegov nastop, ki smo ga prej tukaj videli, je bilo tipično, poziranje nekega govorca, rahlo zaskrbljen, zamišljen, opravičilo, ampak v bistvu on temu tako ne misli. Ampak to, da je postal generalni sekretar, je v bistvu, da je znova postal generalni sekretar, je v bistvu plod spopada, ki je bil znotraj med temi frakcijami v Gibanju Svobode. V bistvu je hotel postati ambicijo postati generalni sekretar imel Andrej Ribič, ki je zdaj se kasneje zavetel, da za šefa Darsa. Ko so videli, da bi Ribič utegnil zmagati in postati sekretar, mu je ta frakcija od Klemna Boštjančiča naštimala, predlagala tega Andreja Klemenca. Golob je bil sprva za, potem pa se je očitno zaradi vseh teh anket, vseh teh težav, ki jih ima odločil, da bo dal nekoga, ki je njemu pa zapravo zvest, ki izhaja iz njegovega kroga, to je pa Matej Arčon. Teh je nekako vedno manj. Ampak to, recimo, da nek srednješolec postane zbiralec funkcij v tej vladi, ti veliko pove. In to, da je recimo, da drug srednješolec najbolj popularen politik v državi, je spet nekaj pove. Ampak takšno je pač stanje. Tukaj Golobu se mi zdi, da začenja zmanjkovati teh kadrov, ki so mu zvesti, in tudi Arčon, kot razkrivaš, te dni pravzaprav se že pripravlja na zlati izhod na obalo, pripravlja se ta novi konzulat na Reki, kjer naj bi bil torej ravno Arčon tisti izbranec za konzula. Ja, glej, vsi, ki imajo možnosti, iščejo neke vrste zlato padalo zdaj. Golob svoje padalo tako in tako ima. Golob si pripravi pa vprašanje, ali mu ga bo uspelo pač izpeljati. To ni zdaj čisto preprosta stvar. Ko zgubiš oblast, se situacija precej spremeni. Tudi njegove poročne priče se lahko odločijo, da grejo v druge tabore. Se smo videli tudi pri Čeferinu, to ni tako zelo, sprav krstni boter, pa to ni vedno samoumevno. Samoumevno ljubezen do konca. Ja, tisto so sicer drastični primeri, ampak povedali. Zdaj, če pogledava naprej na koalicijski partnerici, zdaj SD že nekaj časa na tiho, ali pa nekako mal javka, v smislu, da ni vse v vladi idealno naredijo, pa nič ne, prvi 2 leti mandata so bili pa praktično, recimo, čist uslužni. A si lahko SD privošči po eni strani ostati v vladi do konca in po drugi strani si lahko privošči iti iz te vlade? Ja, jaz mislim, da se bo ta politika nadaljevala. Treba pač vedeti, da SD ima nekih 200-300 ljudi, nek nižji ali srednji kader, ki je zaposlen po tej javni upravi. Poglej, podpredsedniku stranke Gorško, recimo, iščejo službo neke ministrstvo in to je preprosto nemogoče oditi vlade in pustiti ljudi se na cesti, ker to je pač stranka za to, da zapusti svoje ljudi. Tako da oni bodo v bistvu skozi bodo ostali noter, hkrati pa si seveda ne morejo privoščiti, da dobijo štampilko, da so razrušili vlado. Oni bodo skozi ostali v tej vladi do konca in hkrati bodo imeli neke vrste kritično distanco do vlade, tako javno mnenjsko, recimo tako, kot delno govori Jani Prednik. Pa tudi Han je tak tip, prvič nima še konsolidirane stranke, ni on tak politik takega tipa, recimo, ki bi se javno močno konfrontiral z Golobom, z nobenim. Tako da ta igra bo ostala do konca. Če malo poseciramo še Levico, si oni lahko privoščijo ostati ljudi. Mogoče sam bi še to rekel, ker sem zdaj poslušal tu Janija Prednika, mislim, da posnetek sem že gledal včeraj, ker prav, da njih ne skrbi. Jani je sicer malo lahko zaskrbljen. On je imel pač po tem, ko je izgubil bitko za predsednika stranke, imel določene težave, pristal je v bolnici, zdaj slišim, da je odpovedal službeno stanovanje v Ljubljani, se je preselil nazaj na Koroško, ker ima medalno novo dekle in tako dalje. Tako da na nek način se dogaja neke take, bom rekel, pomembne kadrovske spremembe znotraj Socialnih demokratov tudi. In to bo tudi vplivalo na njihovo politiko naprej. Zdaj, če pogledamo še Levico, nekako vedno rečemo, da diktirajo programski tempo vladi, celo zdi se, da del poslancev te vladajoče Svobode so kar malo ideološko odpeljali sabo v bolj radikalno levo smer, kljub temu pa njihova baza ni najbolj zadovoljna. Prehaja nekako med strujami, njihov program očitno vendarle ni dovolj, kako bi rekel, radikalno socialističen za bazo. Kaj praviš? Ja, zdaj je tako, zadnjič sem slučajno imel priložnost videti neko anketo, ki mislim, da je naročil Vladimir Prebilič pri eni od teh agencij. In tam je pač bilo eno od vprašanj v ideološkem smislu, kako vidite politika, v smislu levo ali desno. In Luka Mesec je bil pač viden najbolj levo, med anketiranci, ta drugi najbolj lev politik, po mnenju teh anketirancev pa je Robert Golob. To je zanimivo, ker je pač on bi si človek pričakoval, da ne, ampak recimo celo
pred Hanom je bil na tej lestvici. Ne. Hočem reči, da se je Gibanje Svoboda po mojem kar zavestno odločilo za to, da bo imelo nekako, da bo ta ideologija levice del njihovega programa, ampak to na koncu mislim, da tukaj nekih 4 do 8%, za katere se v principu tile spopadajo, in jaz ne bi takoj naprej že izključil možnost, da je levica, kot zdaj berem, pa tako na koncu poti. Mislim, da imajo, če se bodo držali te svoje linije, lahko vedno se priborijo 5 do 8%. Edina nevarnost, kaj pri njih se zgodi, je lahko to, da jim ta njihov disident, Miha Kordiš, naredi neko novo levico, jim ukrade 1, 2 ali 3%. Pa že problem. Ja. Zdelo se je, da bo kar relativno dolgočasen praznični teden, in potem očitno nekateri imajo ta instinkt, da ko nastane praznina, se oglasijo. Milan Kučan se je oglasil v zvezi, nekaj smo že rekli, predčasnimi volitvami, pa predlagam, da pogledamo, kaj je povedal na to temo. Ta slovenski politični prostor kar naprej v reformaciji, tako da ne bo nič novega, če se bo še kaj zgodilo. Mislim pa, da se ne bo zgodilo tisto, kar se napoveduje. Predčasnih volitev ne bo, tudi ne vidim razloga, potem se bodo pač karte ponovno delile. Novih obrazov po moje ne bo, bo pa kakšen star, ki bo preoblečen novega. Zdaj, se je prav povedal. To je v bistvu zdaj oglasil se zato, ker je bilo pač rečeno, da se bo oglasil. Ja. No, se je tudi to, on ocenjuje 2 stvari. Predčasnih volitev ne bo, pa me zanima, vidiš v tem tudi neko kontro temu scenariju, ki ga je javno objavil Janša. Janša reče, da bo predčasne volitve, ga je pač Kučan na Pop TV pa reče, da ne bo predčasne volitev. In tudi ne bo. Se pravi, tudi če to ne bi bila dejanska ocena, bi se kljub temu oglasil kontra v bistvu. To se točno ne vem, ampak ni bom rekel, če smo realni, ni taka situacija, da bi lahko bile predčasne volitve spomladi. Bolj realno je to, kar govorijo nekateri, ki pač so nekoliko bolj realnejši v teh ocenah, da bi lahko bile recimo prihodnje leto ob tem času. Zdaj pa še bolj zanimiv del tega opažanja, pravi, ne bo novih obrazov. Če ste opazili, to bom še razložil, če ste opazili tudi precej dobre volje, Kučan videti. Da ne bo novih obrazov, a to pomeni, če prevedemo po domače, ga še nimajo pravega ali kaj drugega? Ne, jaz mislim, da to, kar delajo, to tako eno sestavljanko. Se pravi, več levih strank, ki gre po 50%. Sprav, Prebilič, ki je sicer malo nezanesljiv, zato je treba tudi Hana se bilda, enkrat je prvi in tako dalje, tam Golobič dela neko stranko, verjetno pa še do levice, združitve med levico in Vesno in tako dalje, skratka dela se sestavljanka, ampak govorimo na levi strani. Sestavljanka na levi strani, ki bi šla do 51%. Mislim, da je Bojan zdaj povedal nekaj zelo podobnega, kar si mi ti noči razlagal v pripravi na tole epizodo. Jaz mislim, ta logika, da so se nekako mogoče opekli z Robertom Golobom, ki je premočno zmagal in se zdaj želijo v zadju, recimo Kučan in tako bolj nek scenarij iz recimo vlade Marjana Šarca, torej neka paleta torej majhnih levih strank, vse okoli 10%, recimo, da pridemo potem nekje do 50%. Hkrati se mi zdi, da se ne bojijo tudi tega, da bi Janez Janša zmagal na volitvah, v smislu zmaga lahko dobi tistih svojih 25, plus minus. Ampak ker so se in v Novi Sloveniji in recimo Anže Logar, nekako Nova Slovenija, Matej Tonin, kot ne bomo šli več z Janezom Janšo, lahko z SDS-om. Logar želimo koalicijo čez sredino, torej če držijo pravzaprav te, ki so čez sredino na levi, da ne grejo v to koalicijo, potem ni strahu, ali kako to vidiš, to situacijo? Ja, zdaj, glede Tonina, ti si v zadnji kolumni za Požare bod napisal, da če ne bo naredil preboja, bo itak mogo oditi, kako, ne? To mislim, da še vedno drži, ja. Ne, hočem to reči, tukaj jaz mislim, da treba pač ne biti naivn in misliti, da bi lahko recimo ena politična stran dopustila, če bo imela večino, da bi lahko šli v neko veliko koalicijo. Ti si bi, ko bo tranzicijska levica imela večino, 51%, bo vlada leva, ne bo dobenih prehodov levo, desno, tako dalje. In isto po mojem mnenju velja za desnico, ker nihče ni tako povedal naivn, da bo zdaj prepuščal oblast nekomu drugemu, če sam zmaga. In zdaj tukaj se strinjam s tem, slaba izkušnja z Golobom. Golob je takrat bil premočan dejansko tudi za Kučana in te. To je ena stvar, druga stvar pa, malo so se pa seveda kadrovsko izčrpali. Ni nekih takih, bo rekel, na tega bi lahko 100% ostali. Dejansko ni nikoga, ki bi lahko rekel, ok, zdaj pa ta bo pa novi. Tako 100%. Zdaj, tudi tale Prebilič, ki se na nek način ponuje, ampak zdaj pri Prebiliču je tako, no. Ne vem, se reče Prebilič ali Prebilič. Prebilič, ja. Njegov doseg je 10-12%. On je bil na 2 različnih volitvah, obakrat je dobil približno enako. 10,5%. On verjetno je sposoben premagati socialne demokrate, a Hana ni pa sposoben narediti neko tako stranko, ki bi imela 25 ali 30%. Bo pa seveda dobrodošel pri koaliciji.
Zdaj to Nin govori o razdrobljenih Videl silah. sem tudi, spremljal sem vajen podcast z njim in sem videl, da je tukaj, da je pravzaprav šel v tem podcastu zelo na levo, ne, če ste opazili. Tako se, recimo, glede zdravstva, sedi Stojino za Golobom in tako dalje, za Logarjem. Tako da on že približno ve, ne, kam je treba se začeti. Ja, mislim, da se bolj predvidljivo pozicionira levo od sredine. Zdaj, če gremo malo še desno od sredine, Tonin je govoril na kongresu o tem povezovanju razdrobljenih sil. Kako verjetno se te posebno zdi, recimo, da bi nastala iz, ne vem, teh Lotrič, SLS, NSI in še kdo, nek blok, ki bi imel, ne vem, po volitvah glas ali dva več od SDS-a, se ti to zdi možno? Ne, zdi se mi možno, da bi nastalo to po volitvah. Zdaj, tukaj pred volitvam pa mislim, da bojo vse te stranke šle ločeno. Jaz ne vidim dobenih možnosti, to če Lojze Peterle da še zdaj milijon intervjujev, ne, pa kaj povezovati, pa tako dalje. Ampak mislim, da bo tukaj šel Logar, bo šel na svoje, 100% bo šel na svoje, Nova Slovenija tudi. Mislim, da bo Gregorčič delal stranko. Ne, zdaj, pač po vse tem, kaj se je zgodilo. Glede njega, misliš stranko parlamentarne volitve, ker omenja se ga, tudi ti si ga omenjal kot recimo možnega kandidata za ljubljanskega župana. Ponudbo, eden od vidnih politikov desnice mu je pač na nekem kosilu prenesel to ponudbo, da bi bilo idealno, če bi bil pač, če bi bil skupen kandidat desne sredine na prihodnjih volitvah za ljubljanskega župana. Midva smo malo debatirala o tej opciji, pa se nama je zdelo, da je to mogoče kampanja, kjer bi bolj prišel tudi retorično do izraza, ne, proti mogoče že vendarle nekoliko Majanemu Jankoviću po teh 17 ali 20 letih. Zdaj vprašanje, glede na Janković ima zdaj pač neke velike ambicije, bil bi podpredsednik tega beograjskega Expa, ne, njegov zadnji veliki posel v Ljubljani je Emonika, ne, in so govorice, da se umika, da ne bi se celo želel preseliti v Srbijo kot podpredsednik Expa, zanimajo ga menda obnova Ukrajine in tako dalje, ker ima tako si v bistvu njegov kader, za to, ne. Tako da ni 100%, da bo Janković kandidiral. Verjetno se boš strinjal, da bi bila pa kampanja glede soočen, če bi to bilo Gregorčič proti Jankoviću, ena najbolj spektakularnih, če ne kar najbolj. Ja, doktor Gregorčič bi tam metal, bom rekel, neke študijske zadeve, Janković bi odgovarjal za de, in vprašanje pa, kako bi potem volivci naredili. No, ravno to je zanimivo pri Gregorčiču, ne? On je pripeljal na recimo SLS kar nekaj odstotkov teh rečemo temu nekih urbanih volivcev, za katere se je zdelo pravzaprav, da je SLS kot recimo tradicionalno kmečka stranka daleč od njihove izbire, pa je lahko to dovolj recimo za nek resen preboj, morda celo na mestu župana, ne, oziroma ali bi Gregorčiča recimo sploh zanimala taka zadeva, recimo. Ja, zdaj, pač stvar njegove, bom rekel, osebne ocene. Jaz mislim, da njega politika zanima, kljub temu, da zdaj pač postavlja pod vprašaj, da se bo šel politiko ali ne. Mislim, da ga to zanima in zdaj vsi vemo, nekaj, ko se malo kuši s politiko, da je težko potem nekako čist izstopiti iz tega. Zdaj, funkcija župana Ljubljane, vse tako, kot jo je postavil Janković, je pa ena od najpomembnejših delovnih mest, ne, v tej slovenski politiki, kot je bila zdaj. Tako da to mislim, da ni tako nevabljivo. Ne. Če gremo še Zagotovo si vplivnejši kot ljubljanski župan, kot pa kakšen poslanec, ne, ali pa mogoče tudi predsednik najmanjše parlamentarne stranke. Ne. Tako da, veš, to je tudi velik budžet, ne, je takoj dostop do nekih mednarodnih finančnih krogov in tako dalje. Ni to tako majhna stvar. Ne. To vendarle ni Maribor, Kranj pa Koper. Ne. Zdaj, če gremo vendarle malo še nazaj na aktualno vlado in na to, kar si omenil, zakaj je pravzaprav fino ne ustrajati na oblasti, čeprav ti po vseh anketah kaže katastrofalno. Ena zgodba je guverner Banke Slovenije. Ne? Mal bi te potipal glede tega, kakšen scenarij vidiš na koncu pri tem prerivanju med uradom predsednice republike, ki je stopila za ropa, pa med Golobovo vlado, ki se je enotno menda odločila za Jazbečevo, ki je tudi imela sporno vlogo v času podeljevanja tistih nekritih kreditov oziroma bančne luknje. Pa če nanizam še dve interesni zadevi, sam si se dotaknil prevzema Darsa strani šefa volilnega štaba Gibanja Svoboda Andreja Ribiča in tretje, ne, da gremo kar direktno na korupcijo, tudi Greko ugotavlja, da nam gre na tem področju slabo, čeprav so bila Goloba v kampanji polna usta, da bolj korumpirane vlade od Janševe ni bilo. Zdaj menda smo izpolnili nekih 6 od 15 priporočil. Kaj praviš na vse skupaj? Smo približno tanko v Bosni in Hercegovina, glede stopanja v EU, kako. Ja, zdaj, Mirko, ogromno vprašanj si postavil, zdaj, ne. Zdaj ne vem, pravzaprav, kje ti moram začeti odgovarjati, ne. Pa recimo guverner, ne. Ja, guverner je pa tako, no, prej so menil Sašo Jazbec, ne, recimo, takrat, ko je bila debata, ko so bile te prijave, ne, so meni ti vidni socialni demokrati govorili, da Saša Jazbec ne more biti guvernerka, zato, ker je sokriva za afero Litijska.
Ne? Zdaj pa poslušam Janija Pediga, ki še vedno vstaja na Saši Jazbe. Tako da v politiki je čisto vse mogoče. Ne? Če Golob ne bo dosegel, da njegovi poslanci ne prevzamejo teh glasovnic, ne? Če ne bodo prevzeli, se velika samota za njih, ampak če so jim mobilne telefone pregledovali, pol jim lahko tudi glasovnice vzamejo, potem je to čisto nepredvidljivo. Ne moreš vedeti, kakšen poslanec bo to naredil. Druga stvar pa ne veš, kakšna bo kuhinja nastala v SDS-u, iz Doma Nove Slovenije. Tam tudi lahko neki poslancev se zmeni za bog ve kaj pa glasuje. To je zdaj po mojem čisto odprta stvar. No? Se bo malo ob šanse, da postane guverner. Če ga boste srečali, pa če ste njegov znanc, vam bo povedal, ni še vse izgubljeno. Kar pomeni, da ni izključno, da bo izglasovan. Poleg tega je treba pa še naslednjo fazo, po moje pa še, seveda, tudi če Job ne gre skozi, more pa Musajeva imenovati še Jazbečevo. Vse to ni tako čisto preprosto. Če imenuje Jazbečevo, misliš, da ni možno, da bi padla, recimo? Ali je možno, da pade? Ne, če bo imenovala Jazbečevo, potem bo verjetno koalicija stopila za njo, če bo odkartan, potem bo verjetno šla skozi. Zdaj, če gremo na hitro naprej na Dars. Tale lobby, ki stoji za Jazbečevo, je precej močan in finančno in politično, tako da ni to ona tako, bom rekel, kljub temu, da je njena karijera, reference so bistveno slabše od Evropa, formalno gledano, ampak je ona kar v bistvu močan kandidat, oziroma kandidatka. Zdaj, če gremo na Dars, v času Valentina Hajdinjaka je bila to afera Dars in eklatantno politično kadrovanje, potem pride Andrej Ribič sicer z bypassom, ker so najprej dali za vmesno obdobje nekoga drugega in to zdaj ni več problem v bistvu. Ne, to ni BM, ne cenzurirano, zdaj Hajdinjak je bil politični kader, Ribič je pa zdaj del poslovnega miljeja, Svobode, ampak tukaj jaz bi sam na nekaj bil upozoril, glede na to, da pač dokaj natančno poznam te notranje razmerja v Svobodi, bi rekel takole, da tukaj ne gre toliko za kadrovanje Gibanja Svobode pri Ribiču, bolj gre tukaj, Ribič je bil bolj v bistvu nek kandidat, pa nek produkt dogovora med Aleksandrom Čeferinom in pa Darijem Južno in ta dva sta imela odločilno vlogo za to, da je bil on postal prvi član uprave in da je on postal zdaj predsednik uprave. To je v bistvu njuna zmaga, ne zmaga Gibanja Svobode, recimo. In potem je tukaj še zadnja, najbolj sveža, ta velika interesna zadeva, to je zlom te referendumske zgodbe z JEK2, kjer se je malo razkrilo, seveda, do neke mere tudi normalno, da vsi največji akteri v političnem prostoru sodelujejo in se dogovarjajo. Hkrati se je pa pokazalo, da so pri kakšni stvari, kjer je velik denar v igri, tudi malo manj sprti, kot je to javnosti vidno. Komu to po tvojem koristi, komu škodi za imidž? Načeloma mislim, da je to najbolj škodilo Gibanju Svoboda. Zdaj tukaj, kljub temu... Tudi ankete so to pokazale. Ja, to se je pokazale, ampak bi pa tako rekel. Jaz sem načeloma, recimo, zdaj, če pa se malo postavim v vlogo državljana, bi pa se strinjal s tem, kar je zapisal, tweetnil Žiga Turk. Slabše od tega, da ni referenduma, je samo še to, če bi referendum bil, če bi jedrska energija na referendumu zgubila. Ti je bila pa res lahko katastrofa. Matej Tonin v bistvu krivdo za ta padec... Očitno, sem pa zanč, mislim, da si ti omenil, da po tvojih informacijah naj bi policija preiskovala, sumila nekoga iz Levice. Skratka, imel sem prav, ko sem usumil Levico. Pred 2 dnevi v članku. Matej Tonin krivdo za padec referenduma pripisuje Bojanu Kumru, ministru za okolje in podnebje. Poglejmo morda, kaj je povedal. Minister Kumer, ki je v teh zgodbah odigral zelo nenavadno vlogo, bi rekel, da je na nek način bojkotiral, oziroma bolje rečeno sabotiral celoten proces. Poleg tega je prikrival določene analize, ki so jasno pokazale, zakaj bi bila potrebna jedrska energija v prihodnosti, in vse to je pripeljalo do tega fiaska, ki ste ga omenili. Kdo bi moral prevzeti za ta fiasko, kot ste omenili, potem minister? Po moji oceni je tukaj daleč najbolj odgovoren resorni minister. Zdaj, če analiziramo tole malo, meni osebno se zdi, da je Bojan Kumer, poznavajoč, odkot skupaj z Golobom pravzaprav prihajata, izvirata iz energetike, iz GEN-I-ja, na nek način odigral umazano vlogo za Roberta Goloba, to je moja ocena. V resnici temu lobiju, ki ga oba predstavljata, JEK2 res ni v nekem intimnem poslovnem interesu. Kumer je nenazadnje držal v predalu tudi to omenjeno Mervarjevo študijo in zdaj sicer pojasnjuje, da ta študija ni bila popolna, ker ni prikazala JEK-a v odvisnosti z obnovljivimi viri. Zdi se, kot da bi dejansko samo čakali, da študija dobi še tiste podatke, da jim bo všeč. Se to drži, to, kar praviš, drži, in tudi to, kar je Tonin rekel, drži. Tu fajn izraz je uporabil. Sabotiral je, ampak to sabotiranje je bilo na podlagi nekih poslovnih odločitev Golobovega kroga.
Zdaj, se pravi, glih Kumer, ne, kot da bi čakal, da se torej, v študiji pojavijo podatki, ki njemu ustrezajo, ne, ker je bilo prej tako kot se dela ena za drugo revizijo v aferi Litijska, da bo enkrat končno ena revizija pokazala prave rezultate. Ne, Ampak je pa treba nekaj reči, ne, da kakor so nespretni pri upravljanju z državo oziroma vodenju vlade in jim dejansko na ravni rezultatov ne gre čisto nič, sta pa tukaj Kumer in Golob kar spretno prikrila prstne odtise. V bistvu, ne. Zdaj ne, če sta prikrila, samo dejstvo, tukaj je definitivno, no, zgodba ima čisto točno, no, to je sabotiral je zato, ker je pač taka odločitev lobija. To samo kaže, da to je ena od ljudje... njegovih ključnih nalog tudi v tej vladi. Ne. Kot je recimo bilo rečeno, da ima Golob eno samo nalogo, to je, ko je postal mandatar, da spelje via Žiga Turk, da spelje v bistvu referendum o JEK2, tako je ena od ključnih nalog Kumra, da v bistvu sabotira to zadevo. To samo kaže, da so še naprej ti ljudje bistveno bolj poslovneži kot politiki v bistvu. Ja, seveda. No, ampak ko pa vse gre narobe, ne, potem nekako... Moraš vedeti, da eni v politiki pač imajo ambicijo zaslužiti, dobiti poslansko plačo 3500 € na mesec, da je to pojem karijere, drugi pa govorijo o desetinah oziroma stotinah milijonov evrov. Ne. No in potem, ko gre vse narobe, nekako se pa pokliče večno priročno osebo Niko Kovač, ne, da komentira politično dogajanje, morda še ta izsek, poglejmo. Še podpirate to vlado? Jaz bom to vlado podpirala takrat, kadar se bom z njo vsebinsko strinjala, ko bo torej delala za ljudi, ko bo sprejemala ukrepe za krepljenje socialne države. Smo imeli pa v inštitutu pripravljeno zelo dobro kampanjo za referendum proti JEK-u in smo bili pripravljeni z vsemi topovi tudi proti tej vladi. Torej v tem trenutku ne podpirate? V resnici je tako, da je odvisno od njihovih dejanj. Mi vedno delujemo na ravni vsebine in če se bojo zbrali in delali za socialno državo, jih bomo podpirali, če bojo pa še naprej delali neumnosti, pa bomo fajtali tudi proti njim. Ja, skratka, fajtali bodo proti njim, ampak zaenkrat še niso, se pravi, še ni bilo nobene neumnosti. Je pa genialno to, kako je, ko pride do neke težave, kako se pokliče to ulično vojsko, ne? Zdaj za Pop TV je verjeten, mislim, za to zgodbo je verjeten, je nul ima preveč radikal, pa pride Nika Kovač, ki ve vse o vsem, ne? Bi čudno, lahko bi jo pač Bonča recimo vprašal, kaj menite o podcastu Tedenski safari, in bi pač rekel, da bo fajtal, da bo podcast dober ali pa kakor tretjega, ne? Tako da, to je zanimivo, kako so si ustvarili neke like, ne? Ki jih potem dajo vedno na mest politiku, da govorijo, ko ljudje več politikom ne zaupajo. Ne? Ta lik, recimo, ne, ironično, zdaj je povabljen na ta simpozij Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da predava vodstvenim kadrom v zdravstvu. Kaj lahko Nika Kovač pove vodstvenim kadrom v zdravstvu? Se ne gre za to. Jaz se čisto strinjam z tezo, ki mi jo je pač rekel nekdo iste strukture, ki so dale aretirati sodnika Radoniča, bivšega sodnika, so njo postavile za predavateljico tem vodilnim strukturam v zdravstvu. To je v principu ista neka zgodba. Ne? Zdaj bomo pa še malo o novih projektih. Ostalo so samo tehnične nijanse. Malo smo jih že pokomentirali, ampak gremo na nove projekte, ki iščejo seveda v tej praznini, ki jo pušča za sabo Svoboda in vlada svoj prostor pod soncem pred naslednjo kampanjo. Že dolgo se mi zdi, da nismo videli takšnega brbotanja v tem političnem loncu. Sploh pa ne več kot leto in pol pred rednimi volitvami ob klinično mrtvi vladi. To seveda ne bi smelo biti presenečeni. Mislim, da najprej lahko seciramo en lik, ki se nam vrača kot Fata Morgana, in sicer Karla Erjavca, ki se očitno vrača, ne vem, ali na upoklic ali kako drugače iz političnega pokoja. O kom drugem bomo še, ampak predlagam, da najprej pogledam izsek iz na nek način njegovega velikega nastopa pri Marcelu Štefančiču. Mene so pač nagovorili državljani, pa tudi nekateri gospodarstveniki. Kriza prihaja, vidimo, da je veliko odpuščanj. Zakaj so šli ravno vas cukati za rokav? Ja, verjetno zato, ker imam izkušnje, ker sem pač politik, ki je bil 6-krat minister. Vaša stranka ne bo stranka novih obrazov, temveč stranka starih obrazov. Ne, mi bomo stranka izkušenih obrazov. Kdo je rekel da, recimo? Ker zdaj so krožili, vse mogoče imena so krožila, ker so pol demantirala, da so rekla da. Ne, teh imen ni, ki so demantirali. Povejte mi enega. Metod Dragonja je za. Metod Dragonja in vsi ostali. Ja.
Ja, če nič drugega, nas Karel Erjavec vedno spravi v smeh. Če ga človek posluša, skoraj dobi občutek, kot da je glavni protikrizni ukrep Matjaža Hana na mestu gospodarskega ministra, da se vrača Karel Erjavec. Zdaj, glede teh imen, ki se Erjavcu javno odpovedujejo, v resnici jih je kar precej. Metod Dragonja pravi, da nima absolutno nobene motivacije, da bi se vrnil v politiko. Dragutin Mate, Liljana Kozlović, sicer gre za niže rangirane kadre, nekako ne pojasnjujeta. France Arhar tudi ob robu praznika zelo določno, da ne gre v to zgodbo. Jože P. Damjan je dal še najbolj zabavno izjavo, češ da je pripravljen svoje predloge poslati komorkoli, pa tudi Karlu Erjavcu. Praktično edina, ki sta ga nekako sprejela oziroma to njegovo snubitev tudi javno priznala, sta Boris Štefanec, nekdanji, bom kar rekel, precej bizarni predsednik KPK, in ministrica Irena Majcen, ki je zaslovela, zdaj smo ravno na začetku novembra s tisto izjavo, da novembra ne moreš nič delati. Ja, ne vem, ko sem jaz prebral priimek Franceta Arha, mi je bilo jasno, da si je javci, on si v bistvu naredil nek spisek nekih želja, zdaj ne vem, kako je do tega spiska prišel in potem to vrgo v medije, mislim, da je bilo to že avgusta. Tako da mi je bilo jasno, da ti ljudje ne bodo. Jaz nisem videl nobene logike, zakaj bi se upokojeni bankir Arha tukaj zdaj politično angažiral na strani Karla Erjavca. Ampak jaz tega Karla je pač tega vedno nekako imati z 1000% rezervo. In to, kar zdaj, ampak to je že več kot, mislim, to je že več kot Hollywood. To, da govori o tem, da ga blagajničarke v Mercatorju ustavljenega prosijo, da se vrne, da ga rabijo. Praktično prvi po Zoranu Jankoviću, ki se mu je to zgodilo. Zdaj je prišel še do tega, da ga gospodarstvo potrebuje, mislim, to je res absurdno. Prav v prihodnje dni se bom poglobil v iPad, da vidim, kakšne prihodke je ustvaril preko SP-ja, ker javno namreč niso dostopni. Ker to je po mojem ključ na odgovor, zakaj se on vrača v politiko. Jaz mislim, da prihaja po svojo pokojnino. Po eni strani preseš tisti cenzus 1%, da dobiš državno financiranje, če dobiš na ime, kot je Karel Erjavec 2,5, še toliko bolje, ker je denarja več, ampak kaj pa je po tvojem nek bigger picture ali pa nek zakulisni motiv, je s kom dogovorjen, da prihaja drobiti glasove, kako verjetno se ti zdi to? Zdaj, mislim, da ne, mogoče on pač nekako intimno, vse ne reče, mogoče se res želi, da bi prišel v parlament, ampak tu imamo zdaj tega Vlada Demovskega, na levi strani teh upokojencev, mislim, Desus imamo Pavleta Rupa, je na desni strani in mogoče on zdaj računa, da bo neki neutralni upokojenci njega volili, teh je mislim, da je 600,000 upokojencev in tako dalje. Ampak pogledaj, on je dobil nekaj čez 300 glasov na volitvah. 352. Tam nekje v kategoriji Gregorja Golobiča. Ja, tako da hočem reči, da on dejansko, mislim, res ni človek, ki lahko računa, da bo izvoljen. Tudi ankete, ki sem gledal, mu kaže 0,7%. Približno. On je bil eden prvih predsednikov strank, ki ni bil izvoljen v parlament. Ja, pa to mislim, da dvakrat zapored bilo, kako, ne? Ja. Zdaj, glede njega bi te mogoče še to vprašal. Je pa to zabavno, zdaj ne, koliko časa bo pa to zabavno, ker enim je to zabavno, enim bo pa na koncu res rekli, ja, Karl je povedal svoje. V prvo se še gleda, pol bomo pa videli. Ne vem, če se bo to spomnila, ene gospe iz Kamnika, ko je Pošarec postal predsednik vlade, in potem nekaj časa, par mesecev, je bila že malo kriza, pa tako dalje, ker ni bilo rezultatov, in so potem nekaj intervjuvali in ona rekla, ja, sej naš Marjan bi pa nam dal denar, če bi ga imel. Veš, ljudje so res, mislim, volivci si res lahko mislimo svoje. Zdaj, tega dela nisva pokazala, ampak bil je zanimiv tudi v delu pogovora, kjer je zelo kategorično Logarja potisnil nazaj v objem Janeza Janše, češ to je satelit, se pravi, čisto sprejel to dikcijo svobode, in na drugi strani tudi za Tonina tako zelo gladko rekel, ne verjamem mu, da ne bi bil še enkrat v Janševi koaliciji. Zakaj to počne? Ja, to načeloma, zdaj ne vem, zakaj to počne. To počne za tega, da igra na neka čustva, mislim, on intimno cilja na levo sredinske upokojence, in to je pač ta zgodba, za katero pač to meče. In s tem misli, da bo pač neki pokasil. Ampak jaz mislim, da je toliko že on eksploatiran bil v tej politiki, da dejansko res nima več možnosti. Zdaj, ko smo že pri teh novih obrazih in ljudeh, ki se jim odpovedujejo, te dni smo lahko videli, da se je tudi Lotriču odpovedal recimo temu Igor Akrapovič, potem sta oba to nekako gledila, češ, da je Akrapovič samo pri tem konceptu gradnje, ne pa stranke. Kako kaže recimo Lotriču po tvojem mnenju, kakšne možnosti ima sploh Lotrič tukaj? Ne vem, jaz sem zadnjič poslušal njegov intervju na Odmevu tedna domovini in nekako nisem mogel sam pa se mi zdi res tako naivno, ali neke osnovne stvari iz politike niso jasne in tako dalje. Ima pa neki denarja, pa očitno ima voljo, zdaj tisto firmo je nekako razdelil domačim in
očitno se je pač odločil, da bi jaz bil v politiki. Tako da ni mu mogoče učitati, da je nedostojen, je čisto v redu, gospod in tako dalje. Edin mislim, da bo tukaj na koncu volilni rezultati v smislu tega Alojza Kovšca. No? Ker tudi on se slišim nekateri pravi, da ima tudi sam predsedniške ambicije, tako kot je imel Kovšca. In mislim, da bo tukaj podobna situacija. Bi se lahko recimo Lotrič pojavil kot nek skupen kandidat? Je pa seveda Lotrič pa... Da bi Lotrič recimo bil kot nek mandatarski kandidat, naprimer, ne vem, skupne liste Nove Slovenije in SLS. Recimo tistega razdrobljenega bloka. To pa jaz dvomim, ker jaz ne vidim, zakaj bi neka stranka resno organizirala stranka, kot je Nova Slovenija, recimo šla z nekim XY za kandidatom za predsednika vlade. Oni pač imajo predsednika stranke, ki mora biti kandidat za premijera. Je pa zanimivo, ko omenjaš te poslovne struje v politiki, Slovenci smo... Ne, hočem samo to bi še rekel Pilotič. Je pa problem, ker seveda bo dobil nek odstotek. Mogoče 2, mogoče 103, ne vem, to si se dvomim. In to bo nekomu vzel, ne? No in to, če bo vzel kakšnemu Toninu, kakšnemu Janši, kakšnemu Gregorčiču in to je ta problem, na katerega pa res recimo opozarja Lojze Peterle. Ne? Zdi se mi kar malo fascinantno. Slovenci smo pripravljeni kupiti paradržavni obraz v gospodarstvu, kot je tudi Golob, pa še kdo drug pred njim. Ne? Nismo pa teh, Američani pravijo self-made men, se pravi tiste, ki so zrasli iz garaže do bogatstva, teh pa nikoli ne sprejmemo. Ne? To je zanimivo, mislim, pri teh podjetjih, ki imajo ljudje, to so bogataši, pač se veš, ljudje imajo nekak bogataša. Zanimivo je, da teh državnih direktorjev, ki so obogateli, dejansko postali milijonarji, ne vsi, pa Golob je takšen, se ga pa ne tretira kot bogataša. Ne? To je res zanimivo. No? Pri novih obrazih moče samo še to. Ne? Zdaj te dni spremljamo malo počasi kapljanje raznih SDS-ovih kadrov iz SDS-a proti Logarju, na zadnje še... Ti to resno govoriš o novih obrazih, to so samo stari obrazi. Ne kot novih obrazih, pač vsakih nekaj dni nek nov človek iz SDS-a, to v tem smislu novih. Ampak po drugi strani gre pa vendarle za neke nižje kadre, recimo Igor Horvat v Ljubljani pravzaprav je SDS kolapsirala že pod njim, ne zdaj, ko je šel. Lahko si Logar, bom rekel, s temi kadri sploh kaj resno pomaga, kot so Ivan Horvat ali pa Eva Zavadlav-Šaj in podobni. Ja, to zdaj, jaz mislim, da ni catch v tem, da ti, če prideš pa si na nek način nov obraz, da ti zbereš neke znane obraze in tako dalje. Mislim, da to ni, se mi zdi, prava politika. Jaz mislim, da tako, ko se je Logar odločil, se mi zdi, da gre dejansko nekako poslušati na svoje in ima tako nekak infrastrukturno odspoj na zgolj graditi. Jaz mislim tudi, da Logar ne bo prišel v neko izkušnjo, da bi on recimo bil, bom rekel, obkrožen z nekimi znanimi obrazi iz politike, iz drugih strank in tako dalje. Mislim, da to ni njegova ambicija. No? Ampak bom drugače vprašal, mogoče, a je... Jaz mislim, da bo on naredil zelo tako recimo kot Janša, zelo personalizirano stranko. Ampak se recimo, a to bolj škodi SDS-u ti odhodi, ali koristi Logarju, ali niti ne? To jaz mislim, da to škodi, mislim, SDS-u to škodi, po mojem škodi, mislim, tako podnarekovaj, recimo škodi po dveh plateh. Prvič, to ni fajn videti, če iz stranke odhajajo, to za belo stranko ni dobro, če to zapušča, pa gre k neposredni konkurenci. In drugič, to je nek velik udarec za ego predsednika stranke Janeza Janša. Ker prvi se mu dogaja, da ljudje prostovoljno odhajajo. Pa so šli že prej, pa Vera Ban, pa Dragutin Mate. Ja, sam so šli z nekimi konflikti, z nekimi razlogi konkretnimi. Tukaj pa odhajajo zato, ker grejo k nekomu drugemu. Ker Mate ni šel potem v politiko, Mate je šel v službo, razumeš? Zdaj čas, da gremo od slovenskih sanj še k ameriškim. Infarktno napete bodo že čez nekaj dni v torek ameriške predsedniške volitve. V finišu kampanje gre med Kamalo Harris in med Donaldom Trumpom dobesedno na milimetre. Da malo povzamemo dogajanje. Trump je najprej kar zanesljivo vodil proti Joe Bidenu, potem smo videli ta dramatični umik. Kamala je imela na to, kot recimo temu spet nov obraz, demokratov, kar dolgo otipljivo prednost, ki pa je ves čas kampanje samo kopnela. In v zadnjih nekaj dni gresta praktično poravnana, pri čemer se celo zdi, da je zdaj trend na Trumpovi strani. Mogoče moj pogled, imel je zelo spreten zaključek kampanje, izbral si je tradicionalno trdnjavo demokratov, se pravi New York in to njihovo največjo dvorano, Madison Square Garden, napolnil in dogodek sta začinila tudi najbogatejši zemljan Elon Musk in po dolgem času v javnosti tudi soproga Melania. Mogoče pogledamo samo en utrinek. I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. Please welcome our next commander-in-chief, my husband, President Donald J. Trump.
Zdaj Musk, ne, ki je velik magnet v Ameriki, obljublja $1 milijon za nekoga, ki bo pač podpisal peticijo o 2 stvareh, svobodi govora in pravici do nošenja orožja. Pa gremo najprej k Melani, ki je na nek način tudi tvoja specialnost. V finišu kampanje ne samo, da se spet več pojavlja v javnosti, izdala je tudi v tem obdobju autobiografijo. Vidva z Igorjem Omerzo sta pisala o njej, ne, pa je Omerza hitro ocenil po izdaji knjige, da zelo malo dodane vrednosti v smislu nekih osebnih zgodb ta knjiga prinaša, da pa je recimo mehča Trumpovo podobo, kar zadeva splav, ne, ker je ona nastopa v knjigi kot zagovornica splava in nekako podprla je to Trumpovo tezo o ukradenih volitvah. Kako ti vidiš njeno vlogo zdaj v tej kampanji ali pa v finišu kampanje? Ja, zdaj vidim, da je tako, da so se dosti natančno zmenili, ne, da bo njena vloga tokrat bistveno večja, kot je bila prej. Ne. Tudi v smislu teh političnih statementov, ne, to kot se vidi. A to pomeni, da bo treba spremeniti kakšno predporočno pogodbo glede na večjo vlogo? Ali? Jaz mislim, da se je že spremenila. Ne. Oziroma bil je nek aneks verjetno s tem sprejet. Ne. Ampak to glede knjige je pa tako rekel, no, da vse tisti del, ki zadeva njeno prejšnje življenje, so ti avtorji njene knjige veliko prepisali iz najne knjige. Ne. To se pa vidi, ampak skoraj da celo dobesedno. No. Drugač pa ne, tukaj se mi pa zdi, no, po eni strani je videti, da bi res na nek način kandidiral celo Musk, ne? Na drugi strani pa kot vidim govore, da bi kandidiral Obama, ne? Tako približno zgleda, ampak mislim pa, da bo veliko presenečenje, vsaj zame, no, bom presenečen, če ne bo Trump zmagal. No. Zdaj si tudi gleda te ankete, ne? Ker veliko ljudi je tam podobno kot pa nas, ne, nočejo v anketah povedati, da bo glasoval za Janšo, tam se dogaja podobno kot za Trumpa. No, recimo pri stavah, in če gledamo recimo ankete, takrat, ko je Trump premagal Hillary Clinton, ne, kako so bile visoke za Hillary Clinton, pa je na koncu Trump praktično glasno. No, zdaj, za razliko od anketa, ne, so stave bolj emocionalna zadeva, kjer tudi pač ljudje pričakujejo neko povračilo v denarju, morebitno, tam pa je 70-30 za Trumpa zadnje dni. Ne, ja, jaz mislim, da to bo. No. Zdaj, ne glede, kaj se še lahko recimo zdaj zgodi do torka, ampak načeloma mislim, da bo Trump zmagal. No. Res pa je, da bomo povedali, da bo to, mislim, imelo neke določene posledice tudi za Evropo in za svet. Ne. To je kar drzna napoved, ne, glede na to, da so recimo ameriški analitiki precej enotni, da se rezultata ne da napovedati. Ja, pač jaz nisem ameriški analitik, ne, jaz sem ljubiteljsko spremljam ameriško politiko in tako napovedujem. Ne. Zdaj upam, da se ne bom tako zmotil kot Igor Omerza, ki je bil takrat na volitvah, ko je Trump kandidiral proti Hillary Clinton, gost Pop TV-ja in je suvereno, kot avtor knjige o Melani Trump, so avtor napovedal, da bo Trump gladko izgubil, pa je zmagal. Omenil si že, kaj bi to pomenilo za prihodnost recimo in Evrope in sveta. Ne. Pogledamo morda še eno izjavo Boža Cerarja, ki je v Odmevih komentiral to dogajanje. Zdi se mi, da bi bilo bolj za Harrisovo, če bi ostala pri svojem prvotnem pristopu, namreč pro-Harris razlagali volivcem svojo politiko in tako naprej. Zdaj pa zadnje dneve se je pa spustila na Trumpov nivo, šla je na anti-Trump diskusijo, kar se mi zdi, jo bo lahko stalo. Bojim se, da je pred Evropo, če Trump zmaga v prihodnjih letih, en čas nestabilnosti. Trumpov pogled na vojno v Ukrajini je specifičen. Ne? Jaz sicer upam, da bo, ne glede na vse te njegove izjave, da bo pač naredil konec vojne v enem dnevu. Bojim se, da to pač pomeni en velik pritisk na Ukrajino, da sprejme pač mir pod nepravičnimi pogoji. Skratka, upam, da bo spoznal, da je ena enotna Evropa, da je varnost Evrope tudi v interesu ZDA, da je ena suverena, neodvisna Ukrajina tudi v interesu ZDA. Zdaj, tudi Božo Cerar. Ja, to sem želel. Jaz bi dodal, rekel bi to, kar je pač povedal gospod Cerar. Najprej zanimivo to, ne, da tudi Božo Cerar govori že kar nekako tako, kot da je Donald Trump zmagal na volitvah. Se mi zdi, da se je precej spustil globoko v ta scenarij. Zdaj, prvi del izjave, ne, malo govori, analizira kampanjo oziroma njen finiš. Dejansko je Kamala Harris od tega, da je izpostavljala neke svoje prednosti, padla na ta nivo medsebojnega obmetavanja in kepanja. Glavna poanta zdaj demokrata je to, da pač skušajo nekaj identificirati Trumpa za Hitlerjem. Ne vem, če se bo to obneslo, ampak to zdaj v bistvu samo to še počnejo. Ne. Zdaj, Trump ima vendarle tudi administracijo v zadju, ne, govorilo se nekako, da je ta njegov tudi ali pa nasprotovanje republikancev podpori Ukrajini povezano s tem, da so demokrati pravzaprav neke vrste prali denar prek Ukrajine, vsaj tako se je govorilo. Ne. Kako resna grožnja v Ukrajini je v resnici Trump? Ja, zdaj jaz se strinjam s tem, kar je pač rekel, on bo res hotel vojno končati, no, in vojno končati v tem trenutku pač med Rusijo in Ukrajino pomeni to, da pač
Ukrajina ostane v nekih teh okrnjenih teritorijalnih razmerah. Ne. Zdaj, kaj za to pomeni za bodoči svet, za bodočo ureditev v svetu oziroma v Evropi, to pomeni, da nekdo lahko nekoga napade, zasede ozemlja in tako tudi ostane. To je pa res malo problematično. Ne. Oziroma ne malo, zelo problematično. Ne. Problematično tudi z vidika recimo Balkana. Bodo pa seveda nekateri pa nas, ne, temu, ne, hudi levičarji bodo pa nas temu ploskali, ne, Trumpu v tem primeru. Ne. Zdaj, z vidika Balkana je to lahko tudi nevarno, ker sem videl ena prvih točk, kjer bi lahko do tega prišlo, je Balkan. Tukaj pa prihajamo pravzaprav na zaslišanje naše kandidatke za Evropsko komisarko Marte Kos. Ta teden, četrtek, če se ne motim, jo čaka to zaslišanje. Zanimivo se mi zdi to, 2 meseca je že približno skoraj kandidatka, pa se je Ursula von der Leyen z njo srečala šele pred nekaj dnevi, da je predstavila to izsledke ali pa ugotovitve, ki jih je videla na njeni balkanski turneji, kjer je bila zdaj v večini teh kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Zakaj šele zdaj, recimo, kako resno pravzaprav ta podpora von der Leyenove Marti Kos? Von der Leyenova pravi, da jo podpira, ampak vendarle 2 meseca je rabila, da se je z njo srečala. Ja, tukaj je pa po mojem stvar pa vse tako odprta kot pri Tonetu Ropu pa Saši Jazbec. Tukaj zdaj dejansko ne veš, mislim, težko zdaj sklepamo, kaj se, neka tišina je nastala, ne? Zdaj, kaj ta tišina pa zapravo pomeni. Težko zdaj ugotovimo, kaj so uspeli recimo nemški socialdemokrati v tej svoji lobistični akciji izpeljati za to, da bi pač padla Kosova in bi oni s Tanjo Fajon še dobili eno mesto. Meni se zdi, ta tišina je lahko, bom rekel, nevarna tudi za Kosovo, ali pa po drugi strani je pa pravzaprav že nekako so nasprotniki Kosove že obupali in bodo zadevo spustili skozi, ampak mislim, da tukaj približno 50-50 možnosti. No? Še malo nekih scenarijev iz Bolgarije, ki vplivajo na to, da je od tam najšibkejša kandidatka Ursule von der Leyen oziroma EPP-ja. Zdaj ne ve se še čisto, ne? Če bo po zmagi EPP opcije dejansko tudi sestavljena vlada in predlagana kandidatka. Misliš, da je tu ta prostor, da se začnejo odpirati posamezni komisarji? Ja, trgovina je, ne. To ni nujno, vsakič nekdo odpade, ne. Tako da pač tudi ni kaj posebej tragično, če odpade Marta Kos, ne. To se ostali v evropskih državah ne bo zelo več tragično, ne. To pač mi gledamo, ker je pač Slovenka, ki prihaja. Pa hočem reči, s tem sestankom, ta sestanek tik pred zdajci, tako je kot po 2 mesecih, si lahko tolmačimo tako, da je v bistvu von Leyenova dala s tem Kosovi vedeti, da gre skozi, da ima res njeno podporo, ali pa da je šlo za neke vrste poslovilni diplomatski sestanek z njenega. Vljudnostni. Ja. Zdaj, če malo špekuliramo v tej smeri, če bi recimo bil ta scenarij, da Marti Kos ne uspe, kaj potem? Tanja Fajon, Borut Pahor? Imamo občutek, da je Borut Pahor v nekem trenutku bil kandidat, ne? Samo nihče pač ni bil tako pameten, da potegne njegovo ime in ga pošlje v Bruselj, ampak mislim, da v tem trenutku, da gre praktično avtomatično naprej Tanja Fajon. Sta pa oba po kompetencah boljša na nek način od Marte Kos. Ja, zdaj za tale resor zagotovo. Ta resor, zdaj, če bo pač dobila Marta Kos oziroma kasneje Tanja Fajon, pomeni tudi konec za tiste za Pahorjevo kandidaturo za posrednika med Srbijo in pa med Kosovom oziroma Albanijo. Ne. Zdaj, čisto za konec, morda še nekoliko bolj osebno. Zdaj, konec avgusta je bila cenzurirana ta tvoja zadnja oddaja Ura moči, ki je bila potem posneta. Zdaj Planet TV pelje oddajo naprej. Cenzura, recimo temu, se je zgodila. Tukaj je bil pogovor med teboj in Planet TV-jem, pa se nekako niste izšli. Kakšna je ta situacija, oziroma kako vidiš zdaj to pravzaprav nadaljevanje, recimo tvoje oddaje z novim voditeljem? Jo pogledaš? Isti termin, isto ime, vse, ne? Čeprav je bilo tudi ime dokaj vezano na te v bistvu, ne? Ja, isto ime, isti termin, ampak drug voditelj. Ima pa precej drugačen koncept, ko ga vidim. Si pogledal, odkar nisi več v tej vlogi voditelja? Ja, jaz tudi že svojih oddaj ne gledam, in pač oddajal sem prvo pogled, da sem videl, kako je, ampak niso zamenjali samo voditelja, zamenjali so tudi koncept oddaje, to pač je dejstvo. Čeferin, oziroma da splošno družina Čeferin je izjemno vplivna v Sloveniji. Kako nevarno to vidiš za svobodo medijev, če bi se
se recimo dodatno še politično aktivirali. Govori se o predsedniških volitvah, morda celo, če bi bila sila o parlamentarnih, da bi recimo Aleksandra Čeferina poklicali za novi obraz, ki bi recimo rešil slovensko levico. Ja, zdaj za parlamentarne volitve mislim, da ni nekih večjih možnosti, da bi se Čeferin aktiviral. Zdaj on dela vse na to, da bi bil lahko z neko prošnjo velike večine Evropskih nogometnih zvez ponovno kandidat za predsednika UEFA, on zdaj na tem dela. Tukaj zdaj mu bo uspelo ali ne, to je težko reči, ampak mislim pa, da če mu ne bo uspelo, je pa njegova kandidatura na predsedniških volitvah 2027 zelo realna. Zdaj tukaj za tem umikom oddaje so bili spet neki pritiski, oziroma tudi neki pravni manevri v preteklosti Aleksandra Čeferina. Greva še malo na te... Ni bilo nobenih pravnih manevrov. Ne, v tem primeru ne, ampak v preteklosti je bilo znano, da je umikov. Če rečemo, da je telefonski klic ali pa pogovor med Čeferinom in Čanjem že nek pravni akt. To ni. Gremo še na ta pravosodni del. Veliko tožb si imel vloženih praktično vse do zdaj, oziroma vse do zdaj so proti tebi padle. Te kdaj zaskrbi, glede na prerasporejanja sil in moči na slovenskem političnem parketu, da bi kdaj videl zapor tudi od znotraj, da recimo pravo oziroma dokazi na neki točki ne bi bili več glavni faktor pri teh odločitvah? Ja, zdaj mislim, da me s to tožbo v primeru sina od predsednika Vrhovnega sodišča Đorđevića, ker sem v bistvu obtožen izdaje tajnosti postopka, čeprav nisem v članku omenil dobenega postopka, tu mislim, da jim je cilj, da mi napretijo zaporno kazen. To zdaj s temi tiskovnimi tožbami niso uspeli, zdaj so se tega lotili z nekim očitkom drugega kaznivega dejanja in tu po mojih informacijah imajo ta cilja. Zdaj pa smo res pri koncu, tako da Bojan, hvala za vse komentarje. Načevajo to ni zaskrbeli, vidim, kako. Ja, naj skrbi, zelo naj skrbi, ampak kot rečeno. Verjameva, da boš uspel še enkrat. Upamo, zaenkrat še upamo. Ne, to je zaskrbljujoče izjemno, zato tudi, se pravim, smo to temo tudi načeli. Smo pa, se nam pa čas vseeno izteka, smo nekoliko daljši danes, tako da smo pri koncu, spoštovani gledalci, zdaj ste na vrsti vi. Spet imava 4 vprašanja. Se bomo morali navaditi, da bo Robert Golob še dolgo naš premier, kot pravi zelo vehementno sam. Kdo bi ga lahko zamenjal, če že pred rednimi parlamentarnimi volitvami? Verjamete Milanu Kučanu, da tokrat ne bo novih obrazov, ali menite, da vendarle bodo in kdo bi to lahko v tem primeru bil? Bo Marti Kos uspelo postati slovenska komisarka za širitev ali bo naziv vendarle na koncu dobil kdo drug? Ameriški analitiki si ne upajo napovedati rezultata volitev. Bojan Požar pravi, da bo to Donald Trump. Kaj pravite, vi si upate napovedati? Želimo si strpne nekako razprave v komentarjih. Lahko odgovorite na vsa ali samo na kakšno vprašanje. Vsekakor bomo veseli tega nadaljevanja epizode v sekciji za komentarje. Tako je, in v tedenskem safariju se spet vidimo čez teden dni na tem kanalu, na YouTubeu torej, pa tudi na kakšnem drugem družbenem omrežju, X-u, Facebooku in še kje, na Instagramu in TikToku nas spremljajte, sicer pa do naslednjič samo še nasvidenja. Lep pozdrav.